različnih TRS. Mene se zanima v zraku, no, se menjajo tudi protesti. Imate tudi to, kaj mislim? Že ne boste pač uspeli, ne? Kako komentirate to Janševo pač povabilo ljudem pred parlament, se boste V iniciativnem odboru v tem trenutku ne planiramo in ne organiziramo nobenega javnega shoda. Moram pa reči, da je v zadnjih dneh, sploh potem, ko praktično nas ne želi nihče slišati, nihče se pogovarjati z nikomer, nihče ne želi odpreti polja razprave niti v državnem zboru, na odborih, z javno predstavitvijo mnenj, med posameznimi pobudniki prihaja vedno več pobud in pa pozivov k temu, da vekolikor misli vladna koalicija po tej poti naprej, je potrebno te stvari tudi z legalnimi in organiziranimi protesti in shodi nadgraditi. Zaenkrat pa ne organiziramo nobenega shoda. Kako pa komentirate potem to Janševo povabilo in potem ne pride pred parlament protestirati takrat, ko se bo sprejemal zakon? Gospod Janša včeraj se smil v istem omizju za to na tej tribuni, je pač postavil tezo, da se v Sloveniji običajno protestira, pa da se je preteklosti protestirali takrat, ko so se sprejemali slabi zakoni, dobri zakoni in da se nikoli ne protestira, kadar se sprejemajo slabi zakoni. Skupna ugotovitev vseh je, da je to slab zakon, ki nikakor ne bi smel iti skozi, je tudi konceptualno zgrešen, zato ker je praktično nemogoče popraviti, kaj šele v kakšnem nujnem postopku pripraviti in ga urediti. Zato je pač iz te teze razvil, da bi pričakoval, da bi v tem trenutku ljudje šli na cesto. Sem še nekaj vprašanj. Zdaj, kaj vi vidite kot alternativo temu, da zdaj rekli ste, slišate že bilo konkretno reze v javni sektor. Ste zdaj lahko enkrat konkretni, recimo, si predstavljate, ne vem, odpuščanje v javnem sektorju, koga, kje, kako, na tak način s spremembami sistemizacije, ali vidite rešitev, ne vem, v rezu v socialne prispevke, kje vidite rešitev, da bo država v bistvu nabrala ta denar, ki ga pač mora nabrati zaradi zavez, ki jih moramo v Evropski uniji. Prihajam iz odbora za finance in monetarno politiko, tam je zdaj potekal, gospod Pirec me nadomeščal v tem času, ko sem tu med vami. In če preberete oba magnetograma, ki sem jih tam tako pri določenju dnevnega reda in pa pri sami točki proračun 2015, se da zelo jasno razbrati, pa ne tu strnem v kratkem. V Sloveniji enostavno ne želimo videti slike, v kateri se ta država nahaja. Republika Slovenija tone iz dneva v dan globje in te slike v ogledalo nihče noče pogledati. Mi se enostavno od konca leta 2008, Bog ne stvar, da bi kdo razumel, da smatram, da je do takrat vse vredo. Ampak od takrat naprej, ko je nastopila gospodarska kriza, enostavno ne odreagiramo in ne naredimo tistega, kar bi bilo potrebno. Med letošnjim dopustom sem prebral knjigo, ki jo je izdal Center evropskih študij, financiran strani Evropskega parlamenta, to je strokovna institucija, strokovno ozadje Evropske parlamentarne stranke, kjer je knjiga From Reform to Growth, od reform k rasti, in je pojasnenih 12 primerov evropskih držav, kaj so naredile te države. In te države, tam je opisanih 12 držav, in vse te države so takoj v letu 2009 šle takoj v intenzivno sanacijo bank. Pri nas smo še do lanskega poletja jeseni govorili, kako bomo z dokapitalizacijami banke reševali, še zdaj nimamo tega problema, tako niti še zdaj ne vemo, po kateri metodologiji se dela, niti koliko smo dolžni. Luknja je pa zagotovo 3 do 4krat večja, kot bi bila, če bi takrat stopili v to zadevo. Tudi, samo trenutek, od tu naprej nismo pristopili k reformiranju javnega sektorja.
In gospa premijerka me nekajkrat že izrabila, ko sem poskušal s konstruktivnim sodelovanjem in pa k temu, da ko pozivam vse k isti mizi, potegniti za jezik, podobno kot vi, komu bom jemal. Jaz sem danes kolega vprašal, če mislijo, da bomo lahko to državo rešili, če bomo šli po isti poti, kot gremo 5 let od zdaj, od leta 2009 do danes, ko smo javni dolg iz 8 milijard pripeljali na 23, ko je zelo jasno, da bo za konec naslednjega leta 30 milijard in ko se ne moramo več zadolžiti drugače kot pod 6 do 7 milijard in če bodo ista zdravila delovala za to bolezen, ki jo očitno ne znamo zdraviti. In mi moramo zagotovo se skupaj zapisati, kaj bomo naredili na odhodkovni strani proračuna, na tej točki pogledati vse elemente državnih podsistemov in od enega do enega začeti ugotavljati, kje smo zavozili v zadnjih 20 letih. Da imamo mi danes 26 000 vpisnih mest na fakulteto, na slovenske fakultete, ob 20 000 populacije, na koncu do 20 000 ljudi vpišemo vsako leto, financiramo, pride nam, povem, 6 do 8 tisoč diplomantov vsako leto. Najbrž je tu nekaj narobe. Najbrž je nekaj narobe v kakšnem normativu v vrtcih, v kje druge. In mi tukaj tem resnicam ne pogledamo v oči in mrtvo hladno en minister za javno upravo, kot je letošnjega maja, podpiše, da se v letu 13 in 14 pa res nikomu v javnemu sektorju ne bo nič zgodilo, sicer bo imel plačan štrajk, da je tudi nagrajen s tem, da ima jubilejno nagrado 20% večje, če pristopi k temu sporazumu, toliko časa Bog se usmili te države. Mi imamo tudi na področju lokalne samouprave povedati, kaj je v redu, kaj ni v redu. Ni vse v redu. S tem, ko smo nasprotovali gospodu Virnatu, nismo rekli, da ni potrebne spremembe, ampak zopet ne na tak način, kot se tudi ta zakon sprejema. In moramo imeti od sistema do sistema ugotoviti, kaj je na vlak v naših upravnih postopkih. Jaz sem lansko leto imel eno leto možnost, ne vem, pa smo na vodah, ki začeli odpravljati te ovire. In na tak način zmanjšati potrebe po administriranju, ljudem pustiti, da bojo v miru dela, da jih ne bo vsak inšpektor, pa vsak birokrat, ki ima 5 minut časa, po domače rečeno, zajebaval in mu delal težave in narediti državo enostavno in pa pregledno. Nekdo se zdaj, ne vem, umislil davek na nepremičnino na osnovi takega vrednotenja, kjer se zdaj ne bo vpijejo primeri, ki je, ne vem, neka zadeva, ki je na oko 2-krat več vredno, 5-krat cenejša po vrednotenju in podobno. In mi imamo kup stvari narediti. In to, jaz sem že nekajkrat, to upam še enkrat, lahko naredimo samo, če v tej državi se začnemo pogovarjati, pa sedemo za isto mizo koalicija, opozicija, na drugi strani sindikati in pa delodajalci in začnemo tudi s temi stvarmi. Nihče sam tega ne bo speljal. Ampak danes se je očitno, ali pa politiki, to, kar se zdaj počne, se je očitno odločili, v katerem krogu se vidi dovolj volilnih glasov in na tak način se misli reševati krizo. Tako ne gre. Sem se pa pripravljen vedno vsesti. Če lahko še jaz. Vsi skupaj. Te besede o vrčevanju v javnem sektorju vedno slišimo samo od vsakokratne opozicije. Oprostite, v lanskem letu je bil ZUJF predlagan in sprejet in uveljavljen. Letošnjo leto, če smo kaj lahko v Bruslju zapisali, da se je 300 milijonov prihrankov naredili, res pa je, da so bile nekatere stvari tudi rokohitrsko sprejete, pa zdaj za 80 milijonov zdaj tisti stvari, ki se jih popravlja. Ampak neto efekt je bil še vedno takšen tisti 300 milijonov prihrankov. In prvič se je državi to lotilo. Pa smo bili na koncu, ne vem, skoraj odnešeni iz tistih položajev, pa še za drugih razredov. Če lahko še jaz to dodam, bi enostavno povedal, če vlada ali država tega denarja enostavno ni. Tega denarja mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki nimamo. In druga bojazen, kar je še največja tega zakona, da enostavno pri vseh dajatvah, se pravi vseh prispevkih, davščini, vsega to, kar se nalaga zdaj samostojnim podjetnikom, obrtnikom, mikro in malim podjetnikom, do zdaj še ta nepremičninski davek in ko tega naši ljudje ne bodo mogli plačevati, ko bo ta dolg naraščal na višino nepremičnine in potem je bojazen, da ta nepremičnina pride v državne last in da bo neka denar, kateri je nezakonito izven naših meja, potem prišel nazaj v našo državo in nam pokupil te nepremičnine.
To je pa druga bojazen naših članov, obrtnikov in podjetnikov. Tega se bojimo v teh kriznih časih, ker enostavno nimamo prihodkov in sedaj še davek na davek, tega enostavno mikro in mala podjetja enostavno ne prenesemo več. Zaradi tega smo mi, da ne bi kdo narobe razumel, mi ne rušimo vlade. Mi želimo enkrat stabilno vlado, ampak želimo, da vlada prisluhne in nam podjetnikom zagotovi pogoje dela tako, da bomo lahko delali, da bomo lahko plačevali davke, da bomo lahko zaposlovali. To je osnova. To je osnova in tudi vodilo naše zbornice in naših obrtnikov, podjetnikov. Nismo pa proti kakršnikoli rušenju ali kaj, ampak resnično želimo imeti takšno delovno okolje, da bomo lahko živeli v tej državi. Jaz enostavno iz te Slovenije ne mislim iti, kar je bilo že velikokrat rečeno, da kolegi želijo, tudi ne želijo. Želimo delati v tej državi, želimo tu ostati in le tako želimo tudi zaposlovati in seveda se povezovati z drugimi državami, tudi delati izven teh držav. To je naša vizija, našo moto, zato želimo, da imamo takšne delovne pogoje, da bomo lahko v miru delali. Samo to. Jaz sem navadi sprašal, so mi rekli takrat, da glede podjetij, da je bilo do zdaj po NUSZ-ju obremenitev 0,7. Zdaj ponovno bo 0,75, nekako tako povprečje so začunali. Po vašem te številke držijo, da so do zdaj obremenjeni preko NUSZ-ja po 0,7 ali ne? Ne, gledajte, čisto enostavno bom povedal, pa zelo odkrito, jaz ponavadi rad zelo odkrito govorim. Prva stopnja tega nepremičninskega davka je bila 0,80. Po priporočilu, katerega je rekel gospod Stepišnik, minister za gospodarstvo, priporočilo gospodarske zbornice so šli na 0,75. Kljub temu, da smo obrtno-podjetniška zbornica vse skozi opozarjala, da ta zakon, ta stopnja davka za nas ni sprejemljiva, kljub temu so vztrajali na tem. To je zdaj ta razlog. Vedno še ostaja 0,75 stopnja. Ne, nisem to vprašal, koliko so bili do zdaj obremenjeni? Ker na vladi pravijo, da to povečanje ni tolikšno, kot govorite vi, da so bili do zdaj Po naših izračunih, verjetno to vprašujete nadomestilo stavbnega zemljišča. Nadomestilo in ta 0,75 po naših izračunih, kar smo mnogokrat že Ministrstvo za finance pridočili, se pravi, imam eno misel v glavi še, kar je, če je nepremičnina vredna 224.000 evrov, je bila nekako obremenjena za DOO-je za 448 evri. Po GURS-u, po nova cenitev, je ta nepremičnina vredna 654.000, nekaj takega, in je ta nepremičninski davek narasel na 4.000 ali 5.000, ne vem točne številke, zdaj imam pa to, točno imamo izračune. In mnogo kje, večinoma je to povečanje za 2-kratnik ali 4-kratnik od tega nadomestila stavbnega zemljišča. Seveda je pa različno, zdaj to po občinah, ene pa tega sploh niso imele, a ne? To je zdaj to, taki so naši izračuni. Če lahko sem tukaj stavka za bolj jasno, ker sem bil kot župan pri teh odlokih skupaj. Ključna pripomba na to je, da bo ta davek na nepremičnine zdaj vzel to možnost, da občine ugotovijo in na osnovi poznavanja terena ocenijo stopnje teh davkov. Nadomestilo za stavbno zemljišče je bilo glede na cono v mestu, ali so bile tam trgovske dejavnosti, ali je bila industrija, koliko se te infrastrukture rabi. In kaj se bo zdaj zgodilo? Kolega Šrot je omenil na lokalu v mestnem jedru v Celju, doslej je bilo zato, ker je bila občinska politika, da je stavbno zemljišče v mestnem jedru bistveno nižjo po kvadratnem metru, kot je v City centru, je lokal, ki je imel doslej 113 evrov, nadomestila za stavbno zemljišče, bo po novem obdavčen 1300 evrov davka na nepremičnine, ker bo pač ista stopnja 0,75 kot tam. In obratno, City center, Lidli, Hofri, vsi veste, predvsem za Lidle, Hofre, da je to, kar se znajo prav obnašati, racionalna gradnja do konca, in ker bo to nepremičninsko zelo malo vredno, pada tem centrom tudi do 4 do 6 krat se zniža stavbno zemljišče.
Zdaj še tu en stavek dodam, zaradi katerega sem bil že tudi demantiran s strani gospodarske zbornice. Danes je tudi kolegica Lanskoletova povedala te trditve. Občine so nekatera industrijska območja bolj obremenila, ker je bilo tudi različnih infrastruktur in podobnih več. In na primer, danes je bil zopet potreben podatek, ne vem, za Gorenje, za Krko, za Kolektor se zadeva zmanjša. Generalno se pa za 13%, 16% v gospodarstvo povečuje in to, kar je zdaj velik problem in kar postavlja v nemogoč položaj predvsem male obrtnike, je to, da bo ravno na ta segment to povečanje tolikokrat večje. In v tem je ta problem tudi, ali pa jaz sem tudi že javno povedal, razumel, ko je na prvem sestanku gospa Avberškova dejala, da oni se strinjajo s takšno stopnjo, ki gospodarstva ne bo več obremenila kot doslej. Ampak to je zopet ta segediner. Smešano vse skupaj, znotraj tega je pa to. In ali je logično ali ni logično, da ne vem, jaz sem sam imel možnost, ko smo takšne odloke pisali, tudi popravljali, ko smo videli potem, kaj pride ven, ampak si imel v vidu, kaj delaš, katero območje. In tega zdaj enostavno več nimaš v rokah, ker se to odloči na Gursu pa na Štefanovi. In oprostite, zato je to izvirna pristojnost lokalnih skupnosti, ker tam vedo, kaj je treba narediti. Jaz se strinjam, da je treba iti na vrednotenje, da bomo imeli najprej pošteno vrednotenje, od tam naprej pa za vsako kategorijo lestvico in občine odgovarjajo za to in ocenijo, kaj lahko bolj, kaj lahko manj obremenijo. In tudi, če bojo manj obremenile, bojo pač imeli manj prihodkov. Ampak politika je bila takšna, ko sem bil župan, ko smo v poslovni coni objekte gradili, po polovico lastne cene komunalno opremljene infrastrukture smo prodajali tiste kvadratne metre, pa 30, 35 evrov, 60 evrov je bila lastna cena. Kolegi v Domžalah, v Trzinu, v Ljubljani so pač prodajali po 120 do 200, ker se dali prodati. Mi, če bi takšno ceno postavili, lahko, ne vem, še en pas na avtocesti naredimo do Ljubljane. In to so avtonomne in logične pristojnosti lokalnim skupnostim in zato je treba te stvari spustiti na nižji nivo. In tukaj je tudi ključna razlika v konceptu upravljanja države med tistimi, ki temu davku nasprotujemo in tisti, ki ga predpišujejo. Eno pravično. Kaj bo pravično? Ne mora biti pravično, če je že, ne vem, recimo po tej vrednotenju pogorišče na Črnem Kalu, gost je več vreden kot najboljši gost na Kočevskem. Zemljišče v Koprščini 15krat več vredno kot v Apačah ali pa Moravskih Toplicah, ker so se pač tam kmetijska zemljišča prodajala za nekaj druga. Da je nekdo, ne vem, Uto naredil pa gledal morje, pa računal, da bo to stavbno zemljišče spremenil. Da je v občini Radeče drago zemljišče, zato ker je slučajno se v zadnjih letih prodali tudi zemljišč za hidroelektrarne, ki so dvignili neko ceno poprečno, nima pa to nobene blage veze z potencialom tistih kmetijskih zemljišč, ki bi jih naredili. Kmetijstvo uspešni. Slovenski kmetje bi ne plačali po teh izračunih 15 milijonov davkov na nepremičnine, avstrijski pa za 5krat več površin 3 milijone. In resnično je tudi paradoks tu noter, da bi bilo treba res srednji postopek, zato smo mi šli tudi s temi sklepi na odbore, odprimo polje razprave, ugotovimo vse neumnosti in si dajmo cilj 1.1.2015, vmes simuliramo davke, dajmo ljudem tesne izračune, ker pri ljudeh, pa če smo jih zdaj 10 000 na dan zanimirali za podpis, boste videli, koliko jih bo pa prvih 5 dni, ko bojo odločbe, da bomo prišli. Takrat bo ura resnice za ljudi, ki se niti ne zavedajo, kaj parlament danes sprejema. In če smo zdaj še enkrat pozorni, gospodarstvo 13% več, komu pa potem še ostane, komu pride tistih novih 200 milijonov, če gospodarstvo izamemo, pa ima nekaj 10 milijonov več. Se pravi, 200 milijonov razdelimo na 2 milijona Slovencev, 100 evrov na Slovenca novega davka. In zopet nesorazmerno, da bo nekdo imel manj, nekdo pa 8krat več. In to je, zato obrtniki ugotavljajo nepredvidljivo okolje, v katerem deluje, ne moreš tako gospodariti. Nas je opozoril, rekel, v 15 državah v Celju poslujemo podjetje za vožnjo, da bo mi to jasno. Rekel, sklepam pogodbe za let 2-3 naprej, ne more meni eden za 8krat davek dvigniti preko noči. In tu imamo kup težav v tem davku in jaz sem trdno prepričan, da niti predlagatelji, če take zavajajoče podatke občinam pošiljajo, kaj še da bi poslanci vedeli, zakaj smo roko dvigujejo zdaj. Razen to, da so si dali štrik okrog vratu in želijo to zadevo prek noči pa preko vikenda sproti, brez da bi ljudem v oči pogledali.
Hvala lepa še Kavec, je želel en komentar na tole. Jaz sem zelo rekel zadovoljen, da je gospod Bogovič že vse povedal, kar se tiče res tega, kar jaz rečem, buldožer, ki bo šel čez Slovenijo. Z nepremičninskim davkom bo šel buldožer, ki bo ustavil razvoj skozi Slovenijo. Zato, ker se hoče zadeva centralizirati in urejati samo iz Ljubljane. Tega ni nikjer lega. In to je najhujši problem. In s tem bomo, glede, ni samo davk na nepremičnine. Zavedati se je potrebno, da se je letos začel z dvigom DDV-ja. Se je nadaljeval z zvišanjem prispevkov, predvsem obrtnikov, samostojnih delavcev, kmetov in tako naprej, za zdravstveno, pokojninsko zavarovanje. Da se je povečala obremenitev na tem segmentu na področju dohodnine, da ne govorimo o vinjetah, zdaj imamo nepremičnine in še bi lahko katastrski dohodek in tako naprej. Ja, obdavčljive subvencije in tako naprej. Glejte, gre za celo paleto povečanja davčnih obveznosti. Nikjer do sedaj ni kakšna ekonomska teorija, še vredo predložila uspešnega koncepta z dvigovanjem davkov. Uspešni gospodarski koncepti so vedno z koncepti zniževanja davkov in ustvarjanjem dobrih ekonomskih pogojev za gospodarje. Tega nas je strah. In potem, ko ugotavljamo, kakšne ponudbe, recimo za razvoj ali za nakup zemljišča, daje celo v Republiki Bosni in Hercegovini, neposredni bližini, Bosni in Hercegovini, pod kakšnimi pogoji. Da ne govorimo, kaj vse želijo tudi avstrijske inštitucije, ponujajo našim obrtnikom, podjetnikom in tako naprej. Glejte, in mi se zapiramo v en krog, na koncu pa gledamo, kako in zakaj nam je to mladih letos odšlo v tujino. To je zastrašujoč podatek. Zakaj so odšli? Zato, ker so na nek način vedo, da iščejo najboljšo priložnost. In pričakujem, da bo prišlo enkrat do enega razuma. Mimo grede samo nekaj. Glejte, lansko leto smo se občine uskladile v povprečnini. V dogovoru z vlado tudi zapisali, da se bo sprejel zakon o uravnoteženju javnih financ občin, v katerem se bodo zmanjšali stroški, ki nastajajo občinam. Mi smo do meseca februarja pripravili skupaj z takratnim resornim ministrstvom vse potrebne predloge, tudi izračune, ki so ugotavljali, da bi lahko letno zmanjšali stroške občinam za 107 milijonov evrov. Kaj se je zgodilo od takrat naprej? Ničesar. Te dokumenti so ostali v predalu. S tem se nihče se v državi ne ukvarja v tem trenutku, kako bi res tiste nujne, previsoke stroške, s katerim se ukvarja država, občine, kmetje, obrtniki, gospodarstveniki, državljanke in državljani zmanjševati. Tukaj je treba začeti. Pa pri dialogu, opozicija, koalicija, sindikati, gospodarstvo in tako naprej. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa.